Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji edinstveni pravljici bomo spoznali čudovite snežinke popolnih oblik, ki v zimskem času tako rade plešejo po nebu in ustvarjajo čarobno puhasto odejo. A nekega dne pride do pomote in snežinke niso več popolnih oblik. Kaj pa sedaj? Bodo otroci še vedno veseli drugačnih, nepopolnih snežink? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežinke z napako. Visoko, skoraj previsoko na nebu, da bi lahko videl, je kakor ladja na morju jadrala ledena palača. In tam oblaki ustvarjajo snežinke, ki padajo z neba. Mljask, 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 se sliši, ko valjar stiska oblake. Pok, 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 se sliši vsakič, ko stroj vanje odtisne snežinke. Hočem, da so vse popolne, ukaže snežna kraljica. Če katera ne bo, je ne sme nihče videti. Mlada princeska Eli pa se vsak dan igra in lovi s svojimi prijatelji. Zabava se, ko s pticami jezdi nevihtne oblake ali se spušča po mavričnem oboku. Nekega jutra, ko je bila kraljica dogovorjena s slikarjem, da bi nebo pobarval modro, jo je poklicala k sebi. Danes boš ti pazila na stroj. Vse snežinke morajo biti popolne. Tokrat si ti kraljica. Nasvidenje, je zaklicala Eli. Potem je stekla ven, da bi poiskala ptice, s katerimi bi se igrala skrivalnice. Toda nenadoma je sonce izginilo. Palačo je prekril hladen in siv oblak. Sneg, se je spomnila Eli. Narediti moram sneg, toda nikjer ni nikogar. Kaj naj naredim? Ojoj, danes sem jaz kraljica. Stroj za snežinke bom nastavila na dvojno hitrost. Mljask, je valjar stisnil oblak. Pok, je stroj odtisnil snežinko. Tresk, je počila vzmet. Grozno, grozno. Stroj se je pokvaril in ustavil. Eli se je hitro povzpela na stolp. Pod seboj je zagledala žalosten prizor. Kjer naj bi bilo belo, je bilo še vedno zeleno. Nikjer nobenih snežakov. Otroci so bili razočarani. Ne morejo se sankati ali delati sneženih kep. Brez snežink ni zabavno. Uboga Eli je še nekaj časa strmela navzdol, potem pa je nenadoma poskočila od veselja. Saj jih lahko naredim sama. Razrezala bom nekaj oblakov. Seveda bodo snežinke drugačne, toda dokler bo snežilo, tega ne bo nihče opazil. Škrt, 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 so rezale njene škarje. Joj, tedne bo trajalo, da mi bo uspelo. Ptice so kljuvale in s kljunom obrezovale snežinke, ki so bile kmalu nared. Nekatere so bile velike, druge majhne. Popolne so, je bila navdušena Eli. Raztresimo jih. In bregovi so postali beli, kakor zaledenele žemljice. Otroci so snežinke lovili z nosovi in jeziki. Strehe hiš so se spremenile v bele rjuhe, na ulicah in na dovozih pa so ponosno stali snežaki. Potem se je vrnila kraljica. V rokah je držala snežinke. Ne razumem, je
je rekla. Vsaka je drugačna. Oprosti, je rekla Eli. Naredila sem napako. Pokvarila sem stroj, zato sem snežinke izdelovala ročno. Res je vsaka drugačna, a to ni nikomur mar. Vsi jih imajo radi takšne, kakršne so. Kraljica je od zgoraj ujela prizor, ki se je ponujal spodaj. Vsaka snežinka je na svoj način nekaj posebnega, vendar skupaj ustvarjajo čudovit prizor, je rekla. Potem je ponosno objela Eli. Pametno si ravnala. Tvoje snežinke so mi zelo všeč in to je najboljše sneženje doslej. Visoko, skoraj previsoko na nebu, da bi lahko videl, je kot ladja na morju jadrala ledena palača. In tam sta snežna kraljica in princesa Eli skupaj izdelovali snežinke, ki sta jih ob hladnem zimskem vremenu raztrosili z neba. Ja, zares čudovita in edinstvena pravljica za sneženo obarvane dni. Tudi napake ter težave so del življenja, ne samo življenja snežink, ampak tudi naših življenj. In pri reševanju težav lahko z ustvarjalnostjo doživimo nove, drugačne rešitve, ki nas izpopolnjujejo. Res zelo poučna zimska pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Barnabus, žvirca z napako, v kateri boste spoznali žvirco, ki ni bila popolna, a skozi navdihujočo zgodbo Barnabus dokaže, da nič ni nemogoče. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte v zasneženih zimskih dneh in ne pozabite, da je prav vsakdo izmed nas nekaj posebnega in skupaj ustvarjamo čudoviti svet. Pošiljam vam snežni pozdravček. Čau, čau. Bravo. Nihče ni popoln. Bravo, Eli.